In kakšen ti je bil dan? Dan mi je bil ekstra. Punce, živijo spet na mojem kanalu. Evo, v prejšnjem videu sem obljubila en vlog iz najnega road tripa po Istri in tukaj sem se usedla na en pomol, da strnem misli in v bistvu utrinke tega najnega 10-dnevnega potovanja. Če je malo slaba svetloba, se opravičujem, ampak zadnji dan je sonček, v bistvu si je zdaj na polno in upam, da bo štimal, ko bom jaz to montirala. Drugače pa takole je bilo. V bistvu sem te na Instagramu vprašala, če bi te bilo sploh zanimivo, da bi vlogala, glede na to, da več ali manj Hrvaško poznate, da ste že bile tam in ker 98% vas je odgovorili, da bi rade videli tale vlog in v bistvu mi ni preostalo nič drugega, kakor da vzamem kamerco in preprosto vlogam. In prvi dan sva se ustavila v Puli, v bistvu je bila taka malo deževna, sva se z dežnikom sprehajala, tako da vse je bilo lepo, ampak nisva čisto začutila, no, kakor pač, če si brez dežnika. Drugače pa, ko prideš v Pulo, je neka tista znamenitost Pule, seveda Pulska arena. Tam se danes dogajajo različni glasbeni, filmski festivali. No, v preteklosti pa ni bilo tako, so se tam dogajali te gladiatorski boji. V srednjem veku pa je bila v bistvu ta Pula namenjena Viteškim sejmom. Tako da, to je to. Poglejmo si nekaj utrinkov iz Pule. Včeraj je bilo svetovno prvenstvo, tako da danes je še vse v bistvu nekako v tem duhu svetovnega prvenstva. Kar je ful zanimiv, je smešen, ker je dejansko tukaj občutek, da bi oni zmagali. Tudi po radiju se cel čas vrtijo te njihove zmagovalne pesmi. Ena gre celo tako, neki Hrvatska je prvak sveta, v glavnem, tak občutek je, ker so zmagali. Potem naslednji dan sva obiskala mesto Rovinj. Najprej sva šla v en hotel, kjer imajo bazen s slano vodo in potem zvečer še po mestu. Meni mesto Rovinj je eno najlepših mest v Istri in mogoče tudi sicer na Hrvaškem. Res ima tako dušo, karizmo, začutiš res tista prav hrvaški utrip, tak malo starodaven je. Drugače pa tudi sicer je Rovinj zelo obiskan, ima kar precej turistov, to pa zaradi tega, ker ima kar 134 sončnih dni in v bistvu je kar tretjo nekako tisto najbolj sončno mesto in mesto brez oblačka v Jadranu. Danes je dan 2 najnega dopusta, nahajamo se v Rovinju, v bistvu zdaj čez dan se bova kopala tukaj v enem hotelu Lone, zdaj čakam na mojega Hugota, zvečer pa greva malo po mestu. Prava me srala to zdaj, če bo breskvo in on ni tako cel navdušen, da ja, in sem pa nesrečo vzela čebula samo. Ampak prva postaja obvezno sladoled. Danes smo vzela cheesecake, moja najljubša slaščica in zdaj še na sladoledu, pa ful je dober. Ampak so ful podražili kepce, jaz se spomnim, ko sem bila smehna, je bila tako kepca sladoleda 3 ali 4 kune, zdaj že 10 kun, tako da so šle cene v višave. Es war der itzi-bitzi Teenie-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. War schick und war sehr modern. Der itzi-bitzi Teenie-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. Der gefiel ganz besonders der Herrn. Und dann zog sie den Bikini. Den der ganz tragen kann. Ganz allein für sich zu Hause. In der Badewanne. Una mizica je ful cute in dejansko se ne smeva usedeti, zato ker prav natakar, da se mora spustiti, da naj voda ne zaliva, tako da morava zdaj pol se počakati.
Naslednji dan pa sva zavila v Opatijo. Opatija je bila tudi v bistvu zelo lepa, ampak se mi zdi kar precej zasoljena. Tudi pravijo, da je v bistvu to hrvaški Monte Carlo. Potem sva šla na en del, kjer so bile cene res zelo visoke. Tudi mislim, da je ena srbska ali hrvaška pevka tam snimala video spot in je res ta predel zelo luksuzen, ampak posledično tudi zelo drag. Dan 3 začenjava v Opatiji. Dejansko še nisem bila, pa sem bila v ful velikih mestih na Hrvaškem, tukaj pa še ne. In sem ful navdušena, koliko je v bistvu lepo, pa tudi drago. In zdaj se nahajava na opatijski, kako je prav, opatijski glavni ulici, Main Street. Prva stvar, ki sem opazila, ko sem prišla v Opatijo, da imajo rumene pločnike in dejansko izgleda ful lepo, tako en topo vzdušje naredi. Isti dan pa sva se potem zapeljala še do Rijeke, ki je v bistvu tretje največje mesto na Hrvaškem in največje pristanišče v državi. Evo, midva nadaljujeva z najnim road tripom. Ravno kar sva prišla v Rijeko in prvo, kar greva poiskati, je trgovina, kjer sva tok žejna. Pa naprej pa naprej raziskovati. Just remember. Sem se odpravila v Barbarigo. Barbariga je v bistvu, se mi zdi, da od vseh mest, ki sva jih obiskala, najmanj turistična. Tam ne boš najdel, ne vem, na desetine diskotek, barov, teniških igrišč. Res ko malo odmaknjena, meni je kaj en tak spet hrvaški Santorini, cela je v belem in tole je Barbariga. Še ene stvari nisem omenila in sicer kartice. Če spremljaš moje vloge, potem veš, da s kamorkoli na novo grem, kupam kartico in v zadnji zapišem, s kom sem bila, kje sem bila, kaj sem počela. V Medulinu sem sicer že bila, ampak sem prvič kupila kartico in to je tudi naslednji kraj, ki sva ga obiskala. Če je Barbariga bolj taka, pa ne ravno osamljena, bom bolj rekla odmaknjena, pa je Medulin v bistvu čisto njeno nasprotje. Evo, ledena pijača višnja, da probamo. Dobro je. Diši. V soboto pa sva se vrnila nazaj v Slovenijo in sicer Portorož, kjer sva skupaj s prijatelji obiskala koncert od Tino Merlina. Če baba voz, to pomeni, da dec. Da ga deci oziroma ga še bo. Pijemo, ne? Zdaj greva v trgovino, ker si je moj dragi zaželel Radler. Nikjer ni parkinga, ne? Tiš pa Red Bull. So stokla vezmo. A boš ti skočil? No, daj pa te pa zdaj počakam. Vzem mi Red Bull. Prosti čuje sve, pisanje super vez, ostaje groza, kad si rekla da voliš. Tega bom vroče. Naslednji dan pa sta šla v Vrsar. Midva imava zajtrk na plaži. Danes sem se zbudila z najlepšo možno novičko in sicer sem postala tretjič teta. Ful vesela, v bistvu je rodila una sestrca, ki ima že enega sinčka in ja, čisto to. To je ta poletna frizurica, skodrana, slamnata.
Nima veze, Slano. na morju smo. Moj dragi je opazil ob cesti neke žar specialitete, tako da me povabi na večerjo, kosilo, v bistvu ura je zdaj 17:30. Vrsar je lepo, všeč mi je tak družinski, simpatičen, tako da sva vesela, da sva ga šla pogledati. Zdaj pa mrzo. Potem sva šla do Limskega kanala. Sem malo pogooglala in v bistvu piše, da je to eden najlepših naravnih bogastev Istrskega polotoka. Zanimivost tega kanala pa je tudi to, da je v bistvu na nekaterih delih voda manj slana, ker se meša s sladko vodo. Pa si predstavljate iti na Šmarno goro v Japankah pa v lekciji? No, skor nekaj tasga delava. V glavnem greva nekaj pogledati, da je nekaj zanimivega. Ampak, utrne sem se. Ampak je kar nekaj hoje gor, evo, le kako plezam. Tako da upam, da bo vreden. Tukaj smo še, shit. Evo jame. Ena osa. Ne bo filma po naju. Malo opazujejo to. A tle noč so netopiri? Ja. O, daj bejš pol. Saj ti nič ne naredijo, fajn. Ja, nič ti ne naredijo, ja. Vse so bili sam netopiri tukaj noter. Kupi pa je s vodo. Za njim pa še v Vale Vale. Kot čisto zadnji kraj pa so obiskala mesto Rabac, ki je v bistvu najbolj znan po njihovemu elektronskemu glasbenemu festivalu. V tem času ga sicer ni bilo, midva pa so obiskala tole. Dober je, raleco sem ga ukradla. Skratka, bunce moje, vlog smo pripeljali do konca. Daj mi sporoči v komentarju, če si v katerem izmed mest, katere sva obiskala, mogoče bila tudi ti, ali letos, ali pretekla leta in mogoče katero je tvoje najljubše mesto v Hrvaški, če mogoče še nisem bila, pa ga bom šla obiskati letos, kdo ve. Naslednje najno tako potovanje bo iz Malte. Čez dobra 2 meseca se odpravljava tja. Lahko mi zapišeš tudi v komentarju, če bi želela gledati ta vlog, če so ti bili zanimivi, tako da ne pozabi stisnem tudi enega lajka, da bom vedela, a snimat ali ne se raj držim make-up challenge-ov. To je to, jaz se poslavljam, da se mi sladoletne stopi do konca in se gledamo doma.